sodim po svojem ravnanju s tiskanimi mediji, se mi zdi, da je njihova prihodnost črna, ker se pravzaprav moram že precej razmisliti, da sem kupil za nazadnje tiskano verzijo časopisa, ampak mogoče je del problema res tudi v tem, da ravno dnevniki na Slovenskem najmanj opravljajo to nalogo kritičnega in uravnoteženega spremljanja družbenega dogajanja. Tu bi rekel, da je izjema časnik Finance, pri katerem je sicer problem mogoče nekoliko preozka usmerjenost na določeno tržno nišo, tako da na določenih področjih ne more konkurirati ostalim dnevnikom, medtem ko pa je pri ostalih tiskanih dnevnikih problem, da praktično že vnaprej skoraj veš, kaj boš tam prebral. No, se ne rečem, tudi pri marsikaterem članku na časniku je tako, ne. Tudi če je kaj podpisano za Aleš Malej, pa recimo naslov Mit o rdeči zvezdi, potem že približno veš, kaj boš tam prebral, žal. Ja, tako da se bojim, da v Sloveniji prihodnost tiskanih dnevnikov ni ravno rožnata. Tudi nimamo pravzaprav dnevnika takega formata, kot je recimo v Nemčiji Frankfurter Allgemeine Zeitung, ki že zaradi svoje tradicije, ali pa Guardian v Veliki Britaniji, ki že zaradi svoje tradicije ne more propasti, in mislim, da je pred tiskanjem, predvsem dnevniki, kar težko obdobje. Ampak glede na to, da pa verjamem, da bodo ostale knjige, bodo verjetno tudi tiskani mediji v neki meri obstali.